Ojla, dragi moji, september je, to je tako približno zgleda, kot še eno novo leto, nek nov začetek, a ne januarja je nov začetek, septembra je nov začetek, ker je konc po počitnicah, ker grejo otroci v nov razred ali grejo eni šele v šolo. In v zraku je zelo veliko tega, pazite na otroke, srečno otroci, poskrbimo za otroke. Meni moram reči, da je zelo všeč ta energija in se vsako leto znova sprašujem, kaj za vraga se zgodi, da pozabimo na to energijo. Zato, ker zdaj smo vsi tako, a ne, tudi povsod, ne samo po cesti, a ne, povsod vidimo te otročke in nekako imamo tako vse po telesu ta občutek, kako jim želimo dobro. Ampak mene pač poti zanašajo na zanimive kraje, oziroma včasih namerno hodim na zanimive kraje, kot so razna igrišča, ali pa kadar sem pri zdravniku, pa moram čakati, pa grem v otroško čakalnico počakati, čeprav zdaj tam ni več take gužve, da bi kaj doživela ali pa slišala, a ne. No, in zdaj zadnje dneve sem sedela na eni klopci na enem igrišču in sem odgovarjala na en mail in tam so se igrali otroci in bile so okrog mamice. In se mi je zdelo zelo zanimivo, kakšen pogovor so te mamice imele. Ti otroci so bili tam prvi, drugi, tretji razred, to se pravi prva triada, in mamice so se pogovarjale o učiteljicah in moram reči, da je padla tudi kakšna grenka kritika, a ne, na to, kakšne so učiteljice in kaj delajo in a veš, una je pa pol tako naredila, ne. In te mame so se pogovarjale o učiteljicah svojih otrok in ti otroci so bili zraven. Ti otroci so poslušali ta pogovor. In jaz sem si predstavljala, kako je to v mali otroški glavici, ko sliši, da je njegova učiteljica neumna, ko sliši, da njegova učiteljica ne ve, kaj dela, ko sliši, da ni naredila prav. Kaj se v tem otrokovem telesu dogaja, ko posluša te stavke od svoje mame ali pa od očeta, saj ni pomembno, od svojih staršev, a ne. Glejte, ko otrok to sliši, si naredi predstavo, da ga starši vsak dan peljejo nekam, kjer ga prevzame nekdo, ki ga starši nimajo radi ali pa ki ga ne spoštujejo ali pa ki ga ne cenijo. To se pravi, dobi otrok občutek, nekam grem, kjer ni varno. To je prva stvar, ki se zgodi. Druga stvar, ki se zgodi, je, da to da otroku neko nezavedno notranjo moč, da ko se bo razredu naslednjič nekaj zgodilo, bo on avtomatsko rekel, to je učiteljica je taka, učiteljica me ne mara, učiteljica je tako, zaradi tega, ker bo vedel, da bo na ta način pač nekaj dosegel. To se pravi, ima izvrstno igrišče za manipulacije. Tretja stvar, ki je, da otroka učimo v bistvu, kako se o ljudeh komunicira, a ne. To se pravi, učimo ga, da se sodi, učimo ga, da se kritizira in ne učimo ga s tem nobene konstruktivne komunikacije in sporočanja, recimo, kako mi sporočamo kritiko, a ne, ali pa nekaj, kar nam ni všeč. A smo iskreni? A smo odkriti, a se znamo z učiteljico pogovoriti, a znamo preveriti stvari, svoje filme, ki se nam zgodijo v glavi. In letos sem videla zelo veliko enih postov na Facebooku, da otroke šolate doma. Ne, ni pomembno, kakšno imam o tem mnenje, a ne, ampak pomembno pa je dejstvo, da vam bom letos non-stop težila s tem, da vas bom spraševala, kakšen imate vaš odnos s partnerjem. Zato, ker ko je vaš otrok doma 24/7, to pomeni, da mora doma biti zares varno okolje. Letos sem 1. septembra napisala en tak post na Facebook, kot pomislite tudi na tiste otroke, ki nimajo doma takega okolja, kot ga imajo vaši otroci. Ampak, če damo roko na srce, bom tako rekla, če jaz dam roko na srce, pa mislim, da smo imeli lepo življenje z najinimi otroki. Vem, da smo ga imeli. Ampak neštetokrat
smo šli zjutraj skregani od doma. Velikokrat sem se drla na njih, ki so se prepočasi obuvali, ali pa ki niso vzeli torbe, ali pa ki sem imela pač slab dan. In velikokrat sem si tako rekla, ko sem jih peljala v vrtec ali pa v šolo, kako dobro, da jih lahko peljem v vrtec ali pa v šolo, ker danes imam res slab dan in jim bo tam boljše, kot jim je pa doma. In starši, ki ste prevzeli toliko veliko odgovornost, pomeni, da morate zelo močno skrbeti zase, za svoje počutje, za to, da boste fit, da boste fokusirani, da boste znali otroku postavljati meje, da boste znali zahtevati stvari, ki jih on mora narediti, kljub temu, da ne hodi v šolo. Da boste ga znali socializirati na druge načine. To so res velike odgovornosti. Jaz nikoli ne bi bila tako pogumna, verjetno. Pač, če dobro pomislim, koliko poznam sebe, ne vem, če bi jo dobro odnesli s šolanjem na domu moji otroci. A ne, zaradi tega pač govorim o tem. Vsi imamo neke svoje stiske, vsi imamo slabe dneve, otrok pa potrebuje postavljene odrasle. Zato je pomembno, da skrbite zase, da skrbite za vaš partnerski odnos. To skozi govorim in skozi ponavljam in mogoče imate eni občutek, da se ponavljam, ampak tega ne bom nehala ponavljati. Ker je to tista barvna baza, iz katere vaš otrok izhaja, ki mu pomaga reševati stiske, ki mu pomaga iti čez težke izkušnje. Ja, vidite, še težko rečem težke izkušnje. In ki mu v bistvu dvigne samozavest, da reče, saj jaz zmorem, jaz imam tukaj doma varno pristanišče, jaz lahko pridem domov in lahko se tam na koga naslonim. To je zelo, zelo pomembno. Tako da na te otroke sem pomislila 1. septembra, ne samo na tiste, ki živijo v res težkih situacijah v družinah, ampak tudi te naši otroci, ki pač so priča vsakdanjim situacijam, ki so normalne, a ne, in niso prijetne. In jaz pač o tem govorim zaradi tega, ker zelo redki ljudje o tem govorijo, a ne. Mi imamo včasih občutek, da so ene družine naravnost idealne, a ne, da se tam nič ne zgodi, da se nikoli ne skregajo, da se partnerja vedno strinjata, da sta skozi prijazna drug z drugim, da otroci vse naredijo, kar jim starši rečejo. Glejte, nikjer ni tako. Nikjer ni tako in pač povsod se kdaj zavpije, dvigne glas, kaznuje po nepotrebnem, dela kakšne neumnosti v odnosih. To je življenje, tako je, a ne. In samo to želim povedati, kar sem v bistvu zares želela sporočiti, a ne, s tem videom je, da ta začetek septembrski je tak nežen, tak mehek, veliko se govori o otrocih, vsi so tako lepo oblečeni s tistimi rumenimi rutkami, a ne, najstniki z nekimi novimi obljubami, letos bom pa, ne, sproti delal, letos bom imel pa urejene zvezke, letos pa ne bom ponovil napake od lani, pa se jim pol že novembra lahko zaštrikajo stvari, a ne. In a veste, kaj je doprinos v bistvu nas odraslih? Doprinos nas odraslih otrokom je, da jim mi naredimo prijetno vzdušje, ko oni pridejo domov, da smo jih veseli, da smo hvaležni za njih, da pozabimo kdaj na to, da koliko so zelo rezultati pomembni, da jih poznamo, da jim znamo narediti pač neko lepo okolje, tudi z nekimi lepimi stvarmi, kdaj z njihovo najljubšo čokolado, recimo, a ne. Še ena stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, je otrokovo ime. A se spomnite, ko so vam rekli, da ste noseči, pa da boste dobili dojenčka, kaj je bila prva stvar, ki ste se vprašali? Prva stvar je bila, a bo fantek, a bo punčka, pa tako, ne, dobro, pustimo to, a bo zdrav, pa da bi bil zdrav, ampak a ne. In potem naslednja, kako mu bo ime? Kakšno ime bom dala svojemu otroku? Kakšno ime bi ti dal svojemu otroku,
Joj, a bi bil Blaž, ne, meni Blaž ni všeč, joj, a bi bil to, ne, meni to ni všeč. Ne. Jaz se spomnim, ko smo se z Albertom takole pogovarjala in jaz sem imela včasih občutek, se sploh ne bova imela imen za otroke, a ne, ker pač so se zelo pokazala ta, kaj je komu všeč in kaj komu ni všeč in kako zdaj uskladiti te stvari, a ne. No, in potem se je otrok rodil in je dobil ime, a ne, recimo Blaž, a ne. Ne vem, zakaj sem rekla Blaž, pač tako, naključno mi je padlo. In potem je Blaž, pa Blažek, pa joj, pa Luškan, pa Lep, pa vse. In ta otrok, ko začne odraščati, nekje izgubi ime. Ne vem, če ste to opazili. Zelo redko kdaj kličemo svoje otroke po imenih. A ne? Pejt si copate obut. Ej, sem ti rekla, da prid za mizo. Kako je bilo danes v šoli? Blaž, kako je bilo danes v šoli? Blaž, a prideš za mizo? A vidite, ko rečeš ime, stavki preprosto postanejo bolj prijazni. In da vam prešepnem, nekaj enako je z vašim partnerjem. A ne? Uporabljajte ime, ki ga človek nosi, in vaši stavki bodo prijaznejši, bojo bolj mehki, bolj nežni. Zaradi tega, ker ko mi izrečemo ime človeka, ki ga ljubimo, ki ga imamo radi, ki ga cenimo, ki ga spoštujemo, celoten stavek postane bolj mehek, bolj spoštljiv, bolj naraven. Tako da to je mogoče za prvi video zdaj v septembru kar dobra iztočnica, a ne, da si damo eno nalogo, da ohranimo to prijaznost v družini, da jo negujemo, da si najdemo pomoč v primeru, da nam pač to ne gre dobro od rok in da uporabljamo imena ljudi, ki jih imamo radi in jih kličemo po imenu, kadar od njih kaj želimo. A veste, Albert, a prideš sem? Ali pa prid sem. Razlika, a ne? Tako da, ja, hvala, ker ste me poslušali, hvala, ker ste gledali, ker boste lajkali in ker boste delili tale video, saj veste, a ne, skupaj z mano delate lepši svet. In zdajle naš svet to zelo potrebuje. Hvala.